Predlagam, da začnemo z novinarsko konferenco za vzdržen razvoj Slovenije, poziv Vladi Republike Slovenije k odločnejši podpori raziskav in razvoja v Sloveniji. Spoštovani, v teh dneh tudi mi spoštujemo razmere, v katerih je Slovenija, in skrbimo za našo skupno varnost in zdravje. Zato poteka današnja novinarska konferenca na ta način. Kot ste bili obveščeni, so Gospodarska zbornica Slovenije, Rektorska konferenca Republike Slovenije ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, ki predstavljamo Zavezništvo za prihodnost Slovenijo 5.0, državo kakovostnega življenja za vse, pripravile poziv Vladi Republike Slovenije k odločnejši podpori raziskav in razvoja v Sloveniji. Z nami so danes predstavniki podpisnikov, predsednik Gospodarske zbornice, gospod Boštjan Gorjup, predsednik Rektorske konference in rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravko Kačič, ter predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in direktor Kemijskega inštituta, profesor dr. Gregor Anderluh. Predstavili vam bodo pomen in cilje, ki jih zasledujemo pri Zavezništvu za prihodnost Slovenijo 5.0. Najprej prosim za predstavitev gospoda Boštjana Gorjupa. Prosim. Ja, dobro jutro vsem skupaj, v imenu Gospodarske zbornice, lepo pozdravljeni. Vsi vemo, da smo pred 5 meseci skupaj s preostalim svetom padli v epidemijo COVID-19 in na srečo se je politika sorazmerno hitro konsolidirala in sprejela vrsto ukrepov za blažitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa. S tem smo v gospodarstvu lahko ohranili številna delovna mesta, podjetja pa so tudi lažje preživela padec povpraševanja. Zdaj, v obdobju, ki je nastopilo po koroni, je pa seveda v naših rokah, kako bomo izkoristili ugodne pogoje za nadaljnji razvoj. Na trgu so velike priložnosti. Dejstvo je, da Slovenija žal že od leta 2013 nima strategije razvoja države za naslednjo srednjeročno obdobje, ki bi jo lahko uporabljala kot resnično vsebinsko vodilo in tudi kot podlago za programiranje sredstev Evropske unije. Za pripravo novih strategij ni več časa. Vemo pa, da je Slovenija dobila iz naslova izpogajanih sredstev Evropske unije do konca leta 2029 na razpolago skupno preko 11,2 milijarde evrov. Od tega je 7,4 in 3,8 milijarde posojil. To je rekorden obseg sredstev in naša naloga je, kako bomo pravzaprav uporabili ta sredstva. Ali bomo uporabljali za zagotavljanje splošne blaginje prebivalstva ali pa za pospeševanje rasti produktivnosti in trajnostne preobrazbe, s katero bomo pa potem lahko na srednji rok sami sposobni financirati višji standard javnih storitev. Zakaj se povezujemo z Rektorsko konferenco in Koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov? Zato, da vodilni predstavniki akademske sfere in gospodarstva skupaj opozorimo na pomembnost trenutka, s katero se odloča o prihodnosti Slovenije. Če sedaj zamudimo oziroma sprejmemo nepravilne odločitve, bomo posledice čutili celo desetletje. Ni druge, kot da vso pozornost namenimo ukrepom, ki bodo dvignili našo produktivnost, inovativnost in s tem tudi konkurenčnost. Zaradi tega ocenjujemo, da moramo zagotoviti podvojitev sredstev Evropske unije za raziskave in razvoj, inovacije, podjetništvo, digitalizacijo in prehod v krožno gospodarstvo. Konkretni ukrepi, kot na primer olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, raziskovalni vavčer, mladi raziskovalec, ukrepitev pametne specializacije, podpora celotnemu razvojnemu ciklu od najnižje tehnološke pripravljenosti do nastopa na trgu so nujni, da pospešimo rast produktivnosti in povečamo svojo konkurenčnost. Predlagamo tudi ustanovitev javne agencije za področje informacij, ki bo skrbela za mehanizme povezovanja akademske sfere in gospodarstva. Te predloge bomo skupaj seveda predstavili političnim strankam in predstavnikom vlade in seveda si želimo, da skupna stališča z akademsko sfero prodrejo v javnost in s tem tudi prepričamo lažje predstavnike vlade, ki v teh dneh pripravljajo programe za novo finančno perspektivo. Toliko z moje strani. Hvala lepa.
K predstavitvi sedaj vabim profesor dr. Zdravka Kačiča, prosim. Lepo pozdravljeni tudi v imenu rektorske konference. Tako kot je že bilo povedano, dejansko stojimo na enem prelomnih trenutkov. Na eni strani privzemamo stanje prisotnosti virusa in COVID časa kot realnost, ki nas bo še nekaj časa spremljala. Na drugi strani pa vseeno že vidimo pomembnost sedanjega trenutka za nadaljnji razvoj Slovenije, predvsem v okviru dejstva, da se pričenja nova perspektiva izvajanja kohezijske politike, hkrati pa tudi ukrepi, ki so pa izrazito, stimulativni za premagovanje trenutne krize. In zelo pomembno je, kako se bomo odločili porabiti oziroma investirati ta sredstva in kakšen rezultat bo to imelo za nadaljnji razvoj Slovenije. Vsekakor je pomembno, da za ohranitev konkurenčnosti slovenske družbe pospešimo prizadevanja, da Slovenija čim hitreje postane na znanju temelječa družba. To je sicer cilj, ki si ga že nekaj časa zadajamo, pa vendarle lahko ugotovimo, da so druge države tako v evropskem prostoru kot v svetu na tem področju naredile pomembne korake in nujno je, da tudi v Sloveniji storimo enako. Vendar pa doseganje tega cilja je mogoče le ob učinkovitem in tudi sinergičnem povezovanju izobraževanja, znanosti in gospodarstva ter z vzpostavitvijo dolgoročno, sistemsko in celostno urejenih podpornih mehanizmov prenose znanja v industrijo in družbo kot celoto. In prav iz tega razloga smo tudi videli kot pomemben korak k prepoznavanju te potrebe v današnji konferenci in pa v podpisu skupne izjave. Če pa želimo to doseči, potem pa je nujno, da se tudi povečajo dolgoročna vlaganja v razvoj tako izobraževanja kot tudi znanosti. Prav tako pa je potrebno podpreti tudi razvojne potenciale industrije. Če želimo zagotoviti mednarodno primerljivo opremljenost visokošolskih in raziskovalnih inštitucij, stimulativne delovne pogoje, kot že rečeno, tudi krepitev razvojnih potencialov v industriji, potem je potrebno vlagati premišljeno in ciljno z ciljem, da bomo rezultate, ki se v teh razvojnih središčih tvorijo, učinkovito tudi prenesli potem v industrijo z dvigom njihove konkurenčnosti, kar bo pomembno prispevalo k zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva kot celote, s tem pa tudi k blaginji prebivalstva ter krepitvi položaja slovenskih države v mednarodnem prostoru. To so sicer besede, ki jih pogosto lahko slišimo, ampak mislim, da je pomembno, da se zavedamo njihove pomembnosti in še bolj pomembnosti, da jih tudi udejanjimo. Pri tem pa moramo prepoznati, da samo to ne bo dovolj, da pravzaprav je potrebno zelo jasno te cilje vnesti tudi v strategije, tako na področju raziskovanja do leta 2030, kar trenutno poteka, kot tudi na področju izobraževanja, visokošolskega izobraževanja, kar prav tako poteka. K temu bo potrebno tudi pristopiti v smislu ustrezne spremembe zakonodaje, da bodo vsi ti deležniki bolj mednarodno primerljivi, kot so danes. In želim poudariti, da je ta izjava seveda pomembna s stališča zavedanja pomena povezovanja vseh deležnikov, tesnega in, kot rečeno, sinergičnega povezovanja. Dejstvo pa je, da je treba problem nasloviti celostno tako, da bomo z ustrezno zakonodajo tudi tisto, ki bo povečala konkurenčnost gospodarstva v slovenskem mednarodnem prostoru, lahko te cilje tudi dosegli. Jaz upam in verjamem, da smo na točki, ko bomo prepoznali, da je to nujno potrebno in tudi skupaj naredili korake k uresničitvi tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedi vabim še profesor dr. Gregorja Anderluha, prosim.
Gospod Anderluh, če vključite še zvok. Ja, se slišimo? Se? Ja, Izvolite. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Raziskovalci na javnih raziskovalnih zavodih opozarjamo na neprimerno stanje na področju vlaganja v znanost, raziskave in inovacije vrsto let. Leta 2017 smo organizirali shod za znanost, ki je upravičeno in celovito prikazal stanje, ki je bilo v slovenskem znanstveno-raziskovalnem sistemu. Takrat je bila ena od zahtev, da se začne vlagati v znanost in raziskave na primerljivem nivoju kot v drugih evropskih državah. In moram ugotoviti, da se stanje po dobrih 3 letih v bistvu ni prav dosti spremenilo. Vlagamo še vedno veliko manj kot tiste najbolj razvite, polovico manj, in smo daleč pod povprečjem Evropske unije. Tako da zdaj je dejansko ena taka zelo lepa priložnost, da se tudi s pomočjo sredstev, ki jih imamo na razpolago iz Evrope, sistem uredi in vzpostavi na tak način, da bodo imeli raziskovalci na inštitutih, učitelji, profesorji in profesorice na univerzah ustrezne pogoje za delo in da bomo lahko čim bolj tesno in učinkovito sodelovali tudi s slovenskimi podjetji. Ugotavljamo, da kot sem omenil, v teh 3 letih se v bistvu zadeve niso spremenile. Še vedno imamo pogoje za raziskovalno delo in pedagoško delo na univerzah slabe, neprimerno slabše kot v drugih državah. Slovenija pada na lestvicah inovativnosti. Imamo v strukturi gospodarstva majhen delež podjetij, ki so z visoko prebojno tehnologijami, z visoko tehnološkimi izdelki in prebojnimi tehnologijami, in nimamo razvitega sistema, celovitega sistema za sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Zato s to pobudo za vzdržen razvoj Slovenije v bistvu naslavljamo teh stvari. Želimo doseči to, da bomo končno začeli vlagati dovolj sredstev za delo na inštitutih in univerzah, da bomo uredili okolje tako za podjetja kot za raziskovalne organizacije, da bo to delo potekalo čim bolj učinkovito in da bo čim več prehajanja bilo omogočenega med akademskimi inštitucijami in podjetji, in zagovarjamo vzpostavitev mehanizmov, ki nam bodo to sodelovanje omogočali, ki jih je predsednik Gospodarske zbornice že prej uvodoma naštel. Kot rečeno, to ni nič posebnega, takšno okolje imajo vzpostavljanje prej omenjene države, ki veliko vlagajo v raziskave, v razvoj, v inovativnost svojih akademskih inštitucij in podjetij. In to si želimo vzpostaviti tudi mi v slovenskem prostoru. Javni raziskovalni zavodi imajo dolgo tradicijo. Lansko leto smo praznovali 70 let Inštituta Jožef Stefan, našega največjega inštituta. Drugo leto bo Kemijski inštitut praznoval 75. obletnico delovanja. Inštituti so bili ustanovljeni, kar nekaj slovenskih inštitutov je bilo ustanovljenih po drugi svetovni vojni, ko je slovenska družba nujno potrebovala znanje za razvoj gospodarskih panog v tistih težkih povojnih časih. Zdaj se soočamo z nekako podobno krizo, seveda ne v takšnem obsegu, ampak vseeno je korona kriza, ki je
precej pretresla družbe po svetu. In tukaj imamo zdaj zelo lepo priložnost za razmislek o tem, kam želimo priti, kako nadaljevati naprej. In morda je zdaj spet čas, da se ambiciozno zastavi z vlaganji v raziskave in razvoj in na ta način omogoči prihodnji razvoj slovenske družbe. Morda je zdaj spet čas za ustanavljanje kakšnih novih centrov, za vzpostavljanje novih platform in tukaj računamo seveda, da bo posluh v prihodnem nekem tem kratkoročnem obdobju s strani vlade in vladnih predstavnikov, da se bo tudi temu področju namenilo zadostna sredstva za, kot omenjeno, prihodnji razvoj Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, na voljo smo vam za dodatne informacije in odgovore. Kdor bi želel, naj dvigne roko, v zgornji vrstici imate neko roko, ki jo pač kliknete in potem bomo vam omogočili, da vas slišimo. Naj pa povem, da bo takoj po novinarski konferenci naša sodelavka Tajda Pelicon posredovala vsebino poziva in informacijo o novinarski konferenci vam vsem in seveda tudi v slovenske medije, prav tako pa bomo to objavili tudi na naših spletnih straneh. Kot rečeno, na voljo smo vam za odgovore na vaše vprašanja in prosim, če se prijavite k besedi. Torej, če ni vprašanj, predlagam, da se poslovimo. Kot rečeno, vam bomo vsem posredovali te informacije, ki smo jih danes predstavili. Na voljo so vam tudi v nadaljevanju še za odgovore na vaše vprašanja. Zahvaljujem se vsem predstavnikom organizacij, ki so danes podpisale oziroma predstavile poziv Vladi Republike Slovenije in vsem skupaj želim en lep in varen dan. Hvala lepa za vašo pozornost in prihodnjič nasvidenje.